Dober večer, lepo pozdravljeni, dobrodošli na našem spletnem predavanju. Kot veste, na založbi Rokosklet vsak četrtek v mesecu marcu organiziramo spletne dogodke za vas, učiteljice in učitelji slovenščine, in tole je že naše tretje druženje. Prvi četrtek smo gostili doktorico Božo Krakar-Vogel, ki je govorila o razvijanju literarne in jezikovne zmožnosti v osnovni šoli ob Rokusovih gradivih. Prejšnji četrtek vam je mladinski pisatelj Žiga X. Gombač predstavil nekaj praktičnih nasvetov, kako navdušiti osnovnošolce za branje knjige. Urednica Andreja Pomikvar-Jakša pa je predstavila novo gradivo za književnost Igrišče zgodb 7. Danes bomo skupaj z Andrejo predstavili še 4 novosti, ki jih pripravljamo za prihodnje šolsko leto. Prihodnji četrtek pa bomo organizirali še druženje z doktorjem Igorjem Saksido. Vabilo na ta dogodek pa boste še prejeli. Če se vam med predstavitvijo porodi kakšno vprašanje, seveda vabljeni, da ga zapišete v spletno klepetalnico in po koncu bova z Andrejo nanje z veseljem odgovorili. Zdaj pa bi besedo predala kar Andreji. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Za začetek bi vam rada pokazala novi katalog za slovenščino, ki je dostopen na spletni strani. Zato bom z vami zdaj za začetek kar takoj že delila zaslon, da bomo si skupaj pogledali, kje imate zbrane vse informacije, ki so za vas potrebne na enem mestu. In sicer na spletni strani iRokus imamo po novem tale zavihek Moj predmet. Če ga kliknete in greste na slovenščina 6-9, to je spletni katalog Rokusovih gradiv za slovenščino. Zato vabim, da si ga mogoče, ko boste utegnili, sami malo pogledate. Tole imate v prvi točki različne naloge iz različnih gradiv za slovenščino, ki si jih lahko ogledate. Potem imate tule predstavljene vse učne serije za slovenščino, tule je tudi takole lahko s klikom pridete do cenika, si preberete vse o novi prenovljeni seriji Od glasov do knjižnih svetov, tudi tule lahko takole kliknete in si ogledate posamezne naloge iz tega gradiva. Potem mogoče bi vas opozorila na tole točko dinamične ure z elektronskim in interaktivnim gradivom. Tule imate zbrane bližnjice, preko katerih lahko dostopate do vseh elektronskih izdaj. Kot verjetno veste, do 31.3. imate vsi učitelji prost dostop do vseh Rokusovih elektronskih gradiv na spletni strani irokus.si in pa tudi na iRokus Plus, kjer imamo tole serijo Slovenščina v oblaku in Igrišče zgodb. Zdaj, tisti, ki že uporabljate Rokusove samostojne delovne zvezke, veste, da imate prost dostop oziroma brezplačen dostop do vseh Rokusovih elektronskih izdaj skozi celo leto. Se pravi, ne glede na to, katero serijo uporabljate v razredu, tudi če uporabljate na primer Slovenščino v oblaku, lahko potem prikazujete tudi vsebine in interaktivne naloge iz gradiva Slovenščina za vsak dan izdaja s plusom. In obratno, če uporabljate to gradivo, imate dostop tudi do Slovenščine v oblaku. Se pravi, to je velika prednost, če uporabljate Rokusov samostojni delovni zvezek, lahko gradiva med seboj kombinirate in vključujete te interaktivne elemente v pouk in s tem mogoče nekako popestrite pouk. Zdaj, mogoče bi opozorila še, da imate na spletni strani iRokus tudi ta zavihek dodatna gradiva, tudi to je novo. Tukaj pravzaprav, če zdaj le kliknem, imate pri slovenščini objavljene vse rešitve. Zdaj, če pogledamo mogoče 6. razred, Slovenščina za vsak dan, rešitve. Če bi se takšen je pogled, ki ga vidi učenec. Če pa se jaz tule prijavim, se pravi, da se bom pa jaz prijavila, tako kot da sem učiteljica, tako naredite tudi vi, potem imam tu shranjena oziroma zbrana še vsa ostala gradiva poleg rešitev, se pravi dnevne priprave, prepise posnetih besedil, priročnik za učitelje, tule na primer pri izdaji s plusom se skrivajo še predlogi nalog za preverjanje, imate bogato zbirko nalog, ki jo lahko uporabite in tako naprej. Skratka, to so gradiva, ki smo jih včasih objavljali na spletni strani 9letka.net, zdaj pa počasi ukinjamo, tako da vas usmerjam na ta zavihek dodatna gradiva.
mogoče se še enkrat malo vrnemo v ta katalog. Mogoče bi izpostavila še to rubriko Širimo znanje. Tole so vsa vabila na te naše marčevske dogodke. Tu se lahko mogoče prijavite tudi za naslednji četrtek, ko imamo predavanje dr. Igorja Saksida, ampak ne samo to, spodaj, če ste slučajno zamudili prvo in drugo predavanje, ki smo imeli prejšnja 2 četrtka, imate tudi objavljena posnetka, tako da lahko si mogoče tudi to poslušate za nazaj. Zdaj, tule bi omenila samo še eno informacijo, ostala gradiva za slovenščino, tule tudi piše novo. Tu imamo pa zbirko vseh dodatnih gradiv, učnih gradiv oziroma strokovnih priročnikov za učitelje. Pa kar če pogledamo, tule imamo na primer tole zbirko Iznam za več slovenščina, tudi tu lahko si malo pogledate, kaj ponujamo. Potem sta ta 2 strokovna priročnika za učitelje, didaktika književnosti pri pouku slovenščine in jezikovni pouk. Čemu, kaj in kako, to je zbirka učiteljeva orodja, potem sta Rokusovi slovnici in pa knjiga Jezični možje. Tule čisto na vrhu, bom zdaj malo povečala, da se mogoče bolje vidi, pa vam napovedujem novost, ki jo pripravljamo in za konec tega šolskega leta oziroma bo na voljo za naslednje šolsko leto. To je vadnica Vejica je, vejce ni, se pravi, to pa je zbirka vaj za vejico. Kot veste, je vejica nekaj, kar dela mnogim Slovencem težave, ne samo v šoli, tudi kasneje. Čeprav verjetno se strinjate z mano, da pravzaprav postavljanje vejic ni tako težko, kot se zdi na prvi pogled. Zapomniti si je treba nekaj pravil, si jih pač usvojiti in potem vaditi. In tako smo se odločili, da izdamo to vadnico, kjer bodo na zelo preprost način, preprosto razložena pravila, dodane bodo številne vaje na 2 nivojih, lažje in težje. Ta pojasnila bodo zelo preprosta, tudi kakšne dodatne razlage, zgledi dobri, nazorni, tako da mislimo, da je to nekaj zelo uporabnega, namenjena bo tako osnovnošolcem, recimo 6. razreda naprej, kot tudi srednješolcem, pa pravzaprav vsem, ki bi radi mogoče malo ponovili ali pa na novo usvojili to znanje o vejici, tako da pravzaprav bo praktičen pripomoček za kogarkoli. O tem vam bomo več povedali mogoče maja, ko bo to gradivo tudi izšlo, tako da vas bomo takrat še enkrat povabili na predstavitev. Toliko je bilo samo na kratko z moje strani vse. Jaz se zdaj vračam v kader in besedo predajam Maši. Hvala, Andreja. Takole. Jaz pa bom nadaljevala s predstavitvijo prenovljenega gradiva za 7. razred od glasov do knjižnih svetov 7+. Naj uvodoma povem, da je od glasov do knjižnih svetov zelo priljubljena učna serija in koncept je blizu mnogim učiteljicam in učiteljem. Je pa od prve izdaje minilo že kar nekaj let, zato smo se tudi na vašo pobudo odločili, da gradivo prenovimo. Preden smo se te prenove lotili, smo med vami opravili raziskavo in vas povprašali, kaj je tisto, kar vam je v gradivu všeč in kaj še nadgraditi. To je potem tudi služilo za naše nadaljne delo. Začeli smo s prenovo gradiva za 7. razred, ki bo izšlo predvidoma konec meseca maja in bo že na voljo tudi v prihodnjem šolskem letu. Sledila pa bo seveda tudi prenova za ostale razrede, in sicer za 8. razred prihodnje leto, za 9. in 6. pa čez 2 leti, torej spomladi leta 2023. Na kratko bi želela še predstaviti glavne sodelujoče pri nastajanju gradiva. Avtorica koncepta in gradiv za 7., 8. in 9. razred je doktorica Petra Kodre, tudi učiteljica praktičarka z dolgoletnimi izkušnjami v razredu. Avtorja prenovljenega gradiva za 6. razred pa sta Damjana Dolenc in pa Peter Avbar. Gradivo so strokovno pregledale 3 recenzentke, jezikovni del je pregledala doktorica Nataša Hribar, književnost doktorica Boža Krakar-Vogel, učiteljica Petra Kromar pa oba dela. Na tem mestu bi se želela zahvaliti tudi vsem evalvatorjem in evalvatorkam, več kot 70 vas je bilo. Vaše pripombe in predloge smo seveda skrbno prebrali, preučili in jih tudi smiselno upoštevali.
Na tem mestu bi želela izpostaviti še svojo sodelavko, oblikovalko Beti Jazbec, ki je oblikovala tako notranjost kot naslovnico, ilustrator gradiva pa je Igor Šinkovec. Vse odlike gradiva vam bom pokazala ob samem gradivu. Za začetek pa bi izpostavila nekaj glavnih novosti. Torej, najprej naj omenim, da koncept gradiva ostaja enak. Torej, v enem samostojnem delovnem zvezku bodo združene vsebine za jezik in za književnost. V prenovljeno učno gradivo pa smo vključili zdaj vse vsebine po posodobljenem učnem načrtu za slovenščino. Naprimer, poglavje o jezikovnih priročnikih, sklanjatvene posebnosti, vse besedilne vrste, ki jih morajo učenci spoznati v 7. razredu, in enako velja tudi za književnost. Nekateri ste v zdajšnji izdaji pogrešali neumetnostna izhodiščna besedila, zdaj smo jih dodali, in evalvatorji so še posebej izpostavili izbor in pa dolžino besedil. Ta besedila bodo tudi posneta. Vključili smo nove, raznolike naloge, torej naloge različnih tipov, tvorbne naloge. Velika dodana vrednost tega gradiva pa so zagotovo audio in video posnetki. In lahko govorimo o 3 vrstah teh posnetkov. Torej, posneta bodo vsa neumetnostna izhodiščna besedila, ki so sicer prvotno namenjena branju. Potem bodo posneta tudi vsa besedila, ki so prvotno namenjena poslušanju in jih morajo učenci tudi po učnem načrtu poslušati. Torej, to so na primer pogovori v poglavju vrste pogovorov. Na voljo bodo pa tudi posnetki interpretativno prebranih odlomkov vseh literarnih del, ki smo jih vključili v gradivo. V zdajšnji izdaji je vključeno tudi poglavje pravopisnih vaj, ker pa smo zdaj morali prostor nameniti vsem tem novim naštetim vsebinam, smo to poglavje izključili, ampak se pa zavedamo, da teh vaj ni nikoli preveč in da si učitelji želite imeti te vaje, zato smo se odločili, da jih vključimo v posebno prilogo. Ta snopič bomo priložili torej tiskani izdaji, v njem pa bodo pravopisne vaje, povsem nove pravopisne vaje in pa tudi preizkus po vzoru nacionalnega preverjanja znanja. Zdaj pa bi si ogledali kar samo gradivo. Torej, gradivo je še v nastajanju, smo pa objavili delovno različico, ki si jo lahko ogledate na spletni strani irokus.si pod zavihkom novosti 2021, kot vam je že prej pokazala Andreja, kliknete na slovenščina OŠ in do tega gradiva lahko dostopate tudi brez prijave. Torej, tule je objavljena delovna različica, tole je naslovnica. Tule vidite zavihke platnic, tu bodo objavljeni povzetki snovi, tako za jezik kot za književnost. Ti povzetki so se sicer izkazali za zelo uporabne in učenci imajo nek nazoren pregled nad snovjo. Tule si potem lahko gledate še kazalo, naprimer izbor avtorjev pri književnosti. Tako, zdaj pa bi si kar pogledali strukturo enega poglavja, naprimer poglavja od besed in besednih zvez k vrstam besed. Torej, naj povem, da je gradivo zasnovano res zelo sistematično, pregledno. Tule vidite najprej naslov poglavja, sledi potem napoved učnih ciljev, ki jih učenci dosežejo v dotičnem poglavju. Vse slovnične razlage smo dali na rumeno podlago, ob tej razlagi pa sta tudi vedno molja. Torej, moder mol označuje učencem že znano snov, tule je tudi napisano to že znam, zeleni mol pa novo snov oziroma snov 7. razreda. V tem primeru sledi potem krajša ponovitev besedne vrste glagol. Torej, v gradivo smo seveda vključili tudi naloge za priklic znanja, kajti koncept tega gradiva je, da se novo snov vedno vpenja v že znano. Kot vidite, potem sledijo različne naloge za dopolnjevanje, označevanje, potem preglednica, tule vidite potem dialog moljev, ki vedno podajo kakšno dodatno razlago, zanimivost, morda kaj namignejo. Mestoma se potem pojavi tale rdeč klicaj, ki opozarja na kakšne posebnosti, naprimer v tem konkretnem primeru opozorimo na to pogosto napako pri tvorbi glagola biti v prihodniku. Učenci zelo pogosto rečejo bom bil doma namesto bom doma. No in potem se že začne nova snov,
torej to je glagolski naklon. V tem primeru novo snov uvedemo s pogovorom. Tule ob strani vidite ikono, ki označuje pogovor. Tudi te ikone so novost v prenovljenem gradivu. In sicer te ikone označujejo posamezno dejavnost. Sledi izhodiščno besedilo, ki bo na roza podlagi. Kot sem omenila, izhodiščna besedila bodo posneta in do teh posnetkov boste lahko dostopali tudi na spletni strani iRokus v listalniku. Nato imamo naloge za razumevanje tega besedila. To razumevanje preverjamo na različne načine. Recimo pri tej tretji nalogi morajo učenci obkrožiti pravilne trditve, tule morajo potem odgovoriti na vprašanja, potem nekaj označujejo v besedilu, tule imamo potem spet preglednico, pa slovnično razlago glagolskega naklona in potem sledijo naloge za usvajanje znanja in utrjevanje nove snovi. Tule, na primer, imamo nalogo za skupinsko delo v razredu, vidimo ikono igre, tule vidite zvezdico, mi smo te naloge poimenovali kar naloga za izziv, pa potem preglednica, opisovanje. Na koncu vsake učne enote, ki je snov 7. razreda, pa je potem naloga, ki je namenjena vrednotenju svoje slovnične, sporazumevalne zmožnosti in pa načrtovanju izboljšanja. Seveda to v luči formativnega spremljanja znanja. Kot vidite, smo te naloge grafično malce ločili od ostalih, torej učenci morajo najprej rešiti en primer in potem tule označiti oziroma oceniti svoje znanje. Smo pa potem učence napotili tudi k učitelju oziroma učiteljici, da jim vi potem svetujete, kako lahko to svoje znanje tudi nadgrajijo. Če se še malo zadržimo pri nalogah, avtorica je vključila veliko izvirnih nalog. Pokazala vam bom nalogo, ki uvede torej prislov. Tule se učenci preko rime spomnejo, kaj prislov pravzaprav je. Če zdaj preberem dva primera, kdaj pride Janez, morda že danes. Kako so smučali naši asi, danes žal počasi. Ali pa, kdaj se imajo ptički radi, baje spomladi. In vse tako naprej do cilja. Veliko je tudi tvorbnih nalog, ki smo jih zdaj precej dodelali. Najprej vam bom pokazala še primer naloge za znotraj in zunaj predmetno povezovanje. Takšno nalogo najdemo tule v poglavju stalne besedne zveze, ko morajo učenci frazeme v slovenščini oziroma pregovore v slovenščini povezati s tujejezičnimi. Tako, zdaj pa še primer ene tvorbne naloge. Kot vidite, te tvorbne naloge so bistveno daljše kot v zdajšnji različici, oziroma dodali smo podrobnejša navodila, sploh pri tistih besedilnih vrstah, ki jih morajo učenci tvoriti po učnem načrtu. In navodila so precej podobna tistim v NPZ-jih. Smo pa v navodilo vedno potem dodali, da naj besedilo pokažejo učitelju oziroma učiteljici, da ga pregleda in pove svoje mnenje. Ker le tako je ta tvorba besedila za učenca smiselna, da dobi povratno informacijo. Skušali smo biti kar se da aktualni in verjetno ste mnogi od vas že slišali, da se pripravlja novi spletni portal Franček, ki bo namenjen posebej osnovnošolcem in srednješolcem. In tako smo v ta nastajajoči SDZ v sodelovanju z Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša dodali tudi Frančka. In sicer v samo poglavje jezikovni priročniki, tule v teorijo, potem dodali smo tudi slovarski sestavek iz Frančka, dodali pa smo ga potem tudi ob same naloge, torej učence napotimo, naj si na Frančku na primer nekaj ogledajo. Konkretno recimo pri tej 5. nalogi na www.franček.si si oglej, kako se sklanja beseda datelj, napiši oblike za ednino. Seveda nismo pozabili niti na Frana, tudi Fran je še vedno vključen, predvsem pri tistih nalogah, kjer na primer gre za pravopisne teme. V tem primeru morajo učenci napisati prebivalce in prebivalke določenega kraja. To je tudi eden izmed načinov za razvijanje informacijske in pa digitalne pismenosti, ki jih vključujemo v samo gradivo. Že zdaj smo videli kar nekaj ikon ob teh nalogah.
Vse ikone, ki smo jih vključili, pa so zbrane tudi v legendi, čisto na začetku gradiva. Torej, molja smo videli, potem tale klicaj, pogovor, avdioposnetek, videoposnetek, potem naloga za izziv, splet, pisanje, igra in pa uprizoritev. Tale uprizoritev se potem večkrat pojavi pri književnosti, seveda. Zdaj pa bi kar prišla še na književnost, oziroma vam pokazala še eno poglavje iz književnosti, ki je strukturirano podobno. Kar se tiče književnosti, so evalvatorji zelo pohvalili izbor samih literarnih del, to razmerje med starejšimi sodobnimi avtorji, med tujimi domačimi, med zastopanostjo ženskih in moških avtorjev. Pri književnosti smo upoštevali vse spoznavno-sprejemne stopnje, torej gradivo nekako sledi fazam metodičnega sistema šolske interpretacije. In zakaj je ta sistem tako pomemben, o tem je predavala že doktorica Boža Krakar-Vogel. Tako pa, če si recimo pogledamo še naprej, torej gradivo sledi stopnjam branja, kakor se literatura tudi sprejema, od samega doživljanja do razumevanja, vrednotenja na različnih ravneh, naprimer na moralnem, psihološkem, izkušenskem, kar sega tudi že čez literarni okvir, do primerjanja in pa uvrščanja v sistem, to so pa že višje ravni. Tule imamo primer naloge za doživljanje, naprimer, ti je bila pesem všeč, utemelji. Torej, avtorica se ni ustavila samo pri vprašanju, ti je bila pesem všeč, učenec bi lahko tukaj odgovoril da ali ne, ampak mora učenec potem to tudi utemeljiti, torej zakaj mu je bila pesem všeč oziroma zakaj mu ni bila. Avtorica je vključila tudi zelo zanimive naloge za poustvarjanje, tako zapisno kot govorno. To poustvarjanje, poustvarjanje pa preko navodil tudi zelo dobro vodi. Primer takšne naloge je, naprimer, v razredu poiščite čim več možnih sporočil za basen, v kateri nastopata žabi in štorklja z ilustracije. Izberi si sporočilo, ki ti je najbolj všeč, in napiši basen. Basen nato pokaže učitelju, učiteljici, da ga pregleda in ti pove svoje mnenje. To je, naprimer, naloga za poustvarjanje. Veliko je tudi napeljevanj na širšo razgledanost, na medpredmetno povezovanje, naprimer pri kralju Matjažu je tule naloga, da naj iz besedila razberejo in napišejo, zaradi katerih njegovih lastnosti smo si Slovenci kralja Matjaža izbrali za narodnega junaka, ali pa potem, da naj na spletu ali v učbeniku za zgodovino poiščejo podatek o tem, s katerim kraljem povezujemo kralja Matjaža. Tako. Novost je tudi slovarček težjih besed, ki smo ga takole dodali ob sam odlomek. Prav tako pa so novost tudi tako imenovane literarne izkaznice avtorjev. Takole smo vključili fotografije in pa nekaj osnovnih podatkov o obravnavanem avtorju. Izpostavila bi še eno, bom rekla kar inovacijo v tem gradivu, in sicer to je segmentirano tesno branje daljšega proznega besedila v celoti. To smo vključili ob besedilu Frana Levstika, Martin Krpan. Torej gre za tesno branje posameznih vsebinsko zaokroženih delov in pa za premislek. In ta premislek vodijo prav vprašanja ob besedilu. Ta vprašanja so torej najrazličnejša. Smo pa seveda Martina Krpana objavili v celoti, tudi to je po učnem načrtu. Tako. Toliko o tiskani izdaji samostojnega delovnega zvezka. Gradivo od glasov do knjižnih svetov pa bomo objavili tudi na spletni strani Easy Rocus. Dostopno bo torej tudi v interaktivni obliki. Verjetno ste že slišali, da v založbi Rocus Klet za naslednje šolsko leto pripravljamo povsem novo generacijo digitalnih gradiv za vse predmete. Poimenovali smo jih Easy Rocus. Kaj kratica Easy pravzaprav pomeni? Pomeni interaktivno, zanimivo, zabavno, inkluzivno učenje. Verjetno ste se nekateri že udeležili splošne predstavitve Easy portala, danes pa bova z Andrejo še na kratko predstavili Easy slovenščino. Torej, za naslednje šolsko leto bodo v Easyju na voljo 3 gradiva za slovenščino. Za 6. razred slovenščina v oblaku 6, za 7. razred pa slovenščina v oblaku 7 in od glasov do knjižnih svetov 7+. Takole, tule je še predstavitveni filmček,
kjer so zelo nazorno prikazane vse funkcionalnosti izja. Tule si pa lahko ogledate vzorčno vsebino, ki je dostopna vsem, torej tudi brez prijave. Kliknemo na tole pasico, potem se odpre se zbirka vseh gradiv, ki so na voljo, tule lahko filtrirate glede na razred ali predmet. Gradivo Slovenščina v oblaku 6 vam bo kasneje predstavila Andreja, mi pa si zdaj poglejmo Od glasov do knjižnih svetov 7+. Tako, ko kliknete na gradivo, se odpre kazalo. To kazalo je identično kot v tiskanem gradivu. Torej, najprej so tule poglavja za jezik in sledijo poglavja iz književnosti. Za jezik je objavljena vzorčna enota v 3. poglavju Beseda in besedna zveza. Takole. Tule vidite je naslov, sledijo potem cilji. In tole, ker piše preberi, tole je klikabilno in to je vzorčna enota, ki si jo lahko ogledate. Naj povem torej, da zgradba in vsebina enote sledita tiskanemu gradivu. Takole, na rumeni podlagi so vedno slovnične razlage in ob tej razlagi je tule ikona ušesa. S klikom na ikono Stalne besedne zveze so sestavljene iz smisla. Razlaga lahko posluša. Torej, vse razlage bodo tudi posnete. In na tak način želimo priti naproti učencem z bralnimi težavami in pa tistim, ki so morda bolj slušni tip. Sledi potem prva naloga, v tem primeru klikamo, takole potem preverimo, če rešimo pravilno, se takole izpiše bravo, tule na desni strani se potem s puščico premikamo po posameznih primerih znotraj ene naloge. Potem sledi drugi del razlage, tule je potem druga naloga, tale naloga je recimo idealna za prikaz v razredu, ko klikamo na kartice, ki se obračajo. V tem primeru moramo nadaljevati frazeme, gledati se kot pes in mačka, sedeti križem, rok, črno na belem in tako naprej. Vključili pa smo tudi naloge, ki se jih ne da kar neposredno prevesti v interaktivni jezik. To so na primer predvsem naloge za poslušanje, za utemeljevanje, pojasnjevanje. Primer naloge je tale 3. naloga, ki pravi: v razredu se pomerite, komu bo uspelo poiskati največ frazemov, ki so povezani z besedo glava. V frazeološkem slovarju preveri, kateri frazemi, ki vsebujejo to besedo, še obstajajo. Smo pa na primer v to nalogo potem dodali povezavo do tega frazeološkega slovarja in s klikom se ta slovar potem odpre v novem zavihku. Tako, tule je potem naloga za povezovanje, povezujemo na takle način. Biti neroden, recimo takole, tako preverimo. Tule je potem naloga za pisanje, torej roke do ušes zaljubljen v čpelo, srce mu je že dlje časa bije zanjo, to ni bila ljubezen na prvi pogled. Tako, spet preverimo. Tule je potem še nekaj klikanja na same ilustracije, potem zopet klikabilne kartice, povezovanje, tule vidite nalogo, ki sem jo prej pokazala že v tiskani različici, ko morajo povezovati pregovore v slovenščini s tujejezičnimi. Vse naloge, ki so namenjene pisanju, pa smo dali na take črtaste podlage. Tiste, ki pa so namenjene delu v razredu oziroma igri, tem pa smo potem dodali igralne kocke. Tako. Tule na desni strani vidite orodno vrstico. Ta orodna vrstica je zelo dobro razložena tudi v predstavitvenem filmu. Zdaj bi si mogoče ogledali samo dvoje. In sicer, če kliknete tule na prikaz, vidite, da lahko v izju povečujete pisavo, povečujete oziroma potem pomanjšujete. Prišli smo naproti dislektikom, torej s klikom se pisava spremeni v pisavo za dislektike. Tule lahko spreminjate tudi črke v velike tiskane. Tale funkcija verjetno bolj pride v poštev za nižje razrede. Tule pa lahko spremenimo še ozadje v temno. To je pa na primer lahko pomoč, če je v učilnici presvetlo, ko predvajate tole na interaktivni tabli, na primer. Tule pa je še nekaj zanimivega za učitelja, predstavitev.
Torej, mišljeno je, da tole učitelj prikazuje v razredu na interaktivni tabli. Gre pa za izbor vsebine iz poglavja, ki smo ga pravkar gledali. Torej, sem smo na primer vključili teorijo, potem kakšen primer naloge, zelo odvisno od posamezne učne enote. Potem na primer naloge, ki so namenjene delu v razredu, ali pa recimo klikanju, igri, potem recimo pri samostalniku bomo verjetno dodali preglednice s sklanjanjem samostalnika in tako naprej. Tako, pa če si pogledamo zdaj še primer enote za književnost. Kot vidite, po izju se lahko premikate tudi tule, pokazalu. Takole. Za književnost pa je objavljena vzorčna enota v 12. poglavju Grške Grče. Takole, zopet vidite naslov, potem napoved, pa poglejmo kar Homerja. Torej gre za podoben princip. Začne se z avtorjem, s fotografijo, z nekaj podatki, tule je potem samo besedilo, kot vidite, besedilo bo možno tudi poslušati. Tako, potem sledijo različne naloge, v tem primeru je potrebno klikati. Zdaj bom namerno nalogo rešila napačno. Takole, če rešite napačno, potem lahko ponovno rešujete s klikom na tole puščico. Ponovno je napačno. Poskusim še enkrat in vidite, če sem 3-krat neuspešna, se potem tule pojavi možnost, da si pogledate rešitve. S klikom na ta gumb, vidite, se obarvajo pravilni odgovori. Tako, potem sledijo ponovno naloge za klikanje in tako naprej. Vse do konca, ko imamo na primer pa spet nalogo za pisanje. Tako. To je pravzaprav vse, kar se tiče gradiva od glasov do knjižnih svetov. Zdaj pa bi sliko in besedo ponovno predala Andreji. Tako, upam, da se slišimo. No, zdaj bom pa še jaz pokazala podobno, kot je Maša, tudi to easy gradivo in sicer slovenščina v oblaku za 6. razred. Torej, spet delim z vami svojo stran. Tako. Se pravi, spet gremo preko gumba vzorčna vsebina, tako lahko tudi vi torej vstopate in tole imamo slovenščina v oblaku, odprej se mi kazalo, katera poglavja so. Tisti, ki poznate že to slovenščino v oblaku, veste, da je sestavljeno iz 4 snopičev, oziroma tukaj so to 4 poglavja, vrste besed, beremo, pišemo, govorimo in poslušamo, izgovarjamo in zapisujemo in slovenščina.si. Vzorčna enota, ki si jo lahko kasneje sami doma pogledate in preklikate, je objavljena v poglavju vrste besed. Tule vidite, se meni napisalo, da nisem prijavljena. Maša se je predhodno že prijavila, zato bom jaz opravila zdaj to prijavo, to boste mogoče tudi vam zgodilo. Postopek za prijavo je zelo enostaven. Vpišete se s podatki, ki jih tudi sicer uporabljate za dostop do iRokusa oziroma iRokus Plusa. Oziroma, če nimate tega dostopa, če niste še uporabnik, potem se morate samo registrirati in imate do konca marca možnost brezplačnega ogleda. Tako potem dobite ta pogled in zdaj bom pokazala slovenščino v oblaku. Spravi, grem še enkrat na vrste besed. Tule vidimo celotno kazalo, ki je v vrstah besed, samostalnik, osebni izimek in pridevnik. Pridevnik je objavljena vzorčna enota, ki jo bomo zdaj pogledali. Kot vidite, kot ste že mogoče pri Maši videli, imamo 2 obliki. Torej, ena je ta tako pogled navzdol, ta je mogoče bolj namenjena učencu, in druga je tisto, ki bom kasneje pokazala, ta prezentacijska, predstavitvena oblika za učitelja, ki je mogoče bolj podobna nekemu PowerPointu in lahko prikazujete na tabli v razredu. Se pravi, če zdaj samo na hitro preletimo to enoto, ne bomo šli, ker je ta enota pridevnik je zelo dolga, ampak da dobite občutek. Na začetku imamo torej neke učne cilje, potem imamo na primer ta uvodna motivacijska vprašanja za pogovor v razredu ali pa samo za razmišljanje na takšni tablici. Imamo potem vsa izhodiščna besedila na roza podlagi, tukaj imamo besedila posneta in tule v takem, ko imamo tega majhnega človečka, ali kaj tole je, so pa zadaj skrili slovarček težjih besed iz teh izhodiščnih besedil.
Potem imamo tole galerijo slik, mogoče, ki so povezane z besedilom, in potem naloge. Naloge, ki so namenjene bolj mogoče nekemu razmišljanju, oziroma učenec se mogoče tukaj ne more jih klikati, se pravi, niso klikabilne, in smo jih dali tako na eno stran vprašanje in na drugo stran smo mu že skrili odgovor. Tako da vendarle si lahko nekako pomaga. Potem pa pridejo te prave interaktivne naloge, ko imamo veliko klikanja, naloge so zelo raznolike, so zanimive za učence, zdaj mogoče malo namerno klikam tudi napačno, da dobite občutek, kako to so tipi nalog, ki jih poznate, mogoče tudi iz kakšnih drugih gradiv, gre za opisovanje, povezovanje, klikanje. Potem, kot je Maša omenila, imamo tudi naloge, ki jih pač ne moremo pretvoriti v interaktivno obliko, mogoče takšne za razmislek, smo jih označili s posebnimi ikonami, žarnica, tole kakšna pojasnila imamo vedno izpisana na drugi strani, tako da učenec takoj dobi, se pravi to, bodisi povratno informacijo o svojem odgovoru ali pa nek odgovor. Potem pa vam bom omenjala zdaj oziroma izpostavljala nekaj teh dodatkov, ki smo jih vključili, ki se nam zdijo zelo pomembne. Se pravi, kot je Maša omenila, vsebinsko gradivo sledi tiskani izdaji, vendar smo ga zelo obogatili z različnimi dodatnimi vsebinami. Ena od takšnih je povezave do zanimivih izobraževalnih vsebin na spletu. Tule imamo na primer povezavo do posnetka, kako naredijo čokolado iz oddaje Fircologi. Se pravi, to so neke oddaje, ki so izobraževalne in so namenjene učencem. Potem imamo veliko teh aktivnih povezav, kot je že Maša tudi pokazala, različne tipe torej nalog, kjer nekaj opisujemo. In potem imamo razlage na rumeni podlagi s preglednicami, vse razlage so posnete, se pravi tako, kot smo že omenili, za tiste, ki so mogoče bolj slušni tipi, in spet opozarjam na naslednji dodatek, čeprav so te razlage v slovenščini precej kratke, si vendarle mogoče nekateri učenci snov lažje zapomnijo, če jo vidijo, so bolj vizualni tipi, tako da smo ustavili še kratke slikovite povzetke snovi, kot je na primer tale, kjer povemo, da imamo 3 vrste pridevnika s takimi nazornimi primeri. Tako, to se nam zdi tudi ena taka zelo uporabna stvar, se pravi ti kratki povzetki, poleg tistih dodanih izobraževalnih vsebin. Kot je Maša omenila, imamo tvorbne naloge, označene s takšno podlago iz zvezka, se pravi tukaj ve, da bo učenec nekaj tvoril verjetno v svoj zvezek ali pa na list papirja. In potem so ti tipi nalog, ki jih poznate, kot sem že omenila, mogoče od drugod, da kaj povlečejo in spustijo, vpišejo, takole, dobijo te informacije o svoji uspešnosti. Zdaj, ko smo ravno tukaj o uspešnosti, bi omenila še eno stvar, da se ne sprehajam do konca. Tole v zgornji vrstici, kot je Maša rekla, lahko se sprehajamo mi med samim tem gradivom. Drugo pa je, da imamo tule v tem prvem še 2 zelo pomembni stvari. Ena je, da učenec vidi svojo uspešnost pri reševanju nalog. Vidite, jaz sem tule na primer uspešna, malo verjetno, nisem veliko še reševala tega, zelo slabo. Če kliknem na rezultate, dobim še podrobnejše informacije, v katerih poglavjih sem jaz reševala, koliko obiskov sem imela. Vidite, jaz jih imam zelo veliko, 95, moj zadnji obisk je danes. Koliko nalog sem rešila, tisti, ki so lahke, tiste, ki so srednje težke in težke. Namreč naloge se po težavnosti stopnji razlikujejo. Tukaj vidite, da pravzaprav imamo vse naloge povezane v sistem, tako zvani LMS, Learning Management System, ali upravljanje učenja, sistem za upravljanje učenja, kjer boste vi lahko nadzirali oziroma gledali, kako učenci rešujejo naloge. Pravi, to se nam zdi tudi spet neka zelo taka pomembna novost, ki jo imamo. In še druga stvar, ki sem jo tule omenila, imate tudi vrste besed objavljen, tudi PDF tega samostojnega delovnega zvezka. Spravi, lahko bi načeloma tudi tule listali, ampak to poznate vi tudi iz iRokusa. Ampak zato, da imamo tukaj vse na enem mestu, smo tudi tu dodali ta listalnik. Mogoče, če se vrnem, kaj bi vam še tule pokazala, v samem pri pridevniku, bom se še enkrat vrnila, se opravičujem, preden vas še usmerim na eno zanimivo vsebino, se pravi, tako je ta enota izgleda navzdol,
Če pogledamo, če se vrnemo čisto na konec, spustimo, dodali smo tudi nekaj takšnih bolj igrivih mogoče nalog, da učenec, ki je sestavljen, ni neposredno povezano s slovenščino, ampak smo želeli tudi malo to popestriti. Vidite, zdaj sem pravilno rešila, to je Tasmanski vrag, ki ga tule omenjamo. Čisto na koncu, tisti, ki gradivo poznate, veste, da se vsaka enota zaključi s to rubriko ali veš, ker imamo neke bodisi kakšne medpredmetne povezave znotraj predmeta ali pa kakšne zanimivosti jezikovne. Tako, in tako kot je tudi Maša omenila, imate tukaj to predstavitveno obliko za učitelja, se pravi, tule smo v tej enoti v predstavitveno obliko za učitelja spravili ta uvodna motivacijska vprašanja za pogovor, potem je izhodično besedilo, ampak bolj s tem namenom, ker imamo tule tale gumb za poslušanje, da ga vi lahko poslušate, v razredu verjetno ga ne boste brali z interaktivne table, potem imamo možnost prikaza fotografij, kakšnih zanimivih, malo večjih, potem so te naloge, ki so namenjene pogovoru v razredu, kot je na primer ta, da se pogovorijo nekaj, potem imamo tudi slovnične razlage, in seveda tiste kratke povzetke, ki sem jih prej kazala, nekaj primerov nalog, ne prav veliko, ali pa takšne naloge, ko spet morajo oni nekaj ugotavljati in rabijo mogoče malo učiteljeve pomoči. Tako, to so torej samo ti primeri v tej prezentacijski predstavitveni obliki. Ta mogoče ni še tudi čisto dodelano do konca, kaj bomo tukaj še vključili, še malo tudi odvisno od tega, kaj boste vi izrazili, željo, kaj bi vam prišlo prav, se pravi, ne bodo pa vse naloge v tej obliki. Torej, med temi samimi enotami lahko prehajate tudi tule zgoraj, se pravi, lahko bi se predstavili v naslednja poglavja, ki pa zdaj zaenkrat še nimajo objavljenih enot, zato vam piše tule samo kmalu. Jaz vas vabim, da se to doma malo preklikate, da pogledate. V tem mestu vas tudi vabim, da se mogoče 1. aprila udeležite našega predstavitve IZI-ja, splošne predstavitve IZI-ja, ki bo za vse učitelje, tako da spremljate naša obvestila. Vendar pa, čisto preden zaključim s predstavitvijo IZI-ja, bi omenila še eno veliko novost, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Mojco Mavec, in sicer to je serija videopredavanj z naslovom Mojčin pisani svet slovenščine, v katerih Mojca Mavec na tak sproščen in preprost način predstavlja izbrane slovnične vsebine. In te videofilme oziroma te videopredavanja bomo vključili v ta IZI roku slovenščino, tako v gradivo Slovenščina v oblaku, kot tudi v gradivo Od glasov do knjižnih svetov 7+, ki vam ga je prej kazala Maša, se pravi, ta predavanja bodo v obeh gradivih, tudi povzetki, ki sem vam jih omenjala, bodo v obeh gradivih, tudi te dodatne izobraževalne vsebine. Danes vam bomo premierno pokazali eno od teh videopredavanj, mislim, da smo za danes izbrali samostalnik, zato bomo zelo veseli, če si vzamete zdaj 4 minute časa, vsi skupaj se vzemimo, veseli bomo, če nam boste mogoče v klepetalnico napisali kakšen odziv, kakšno se vam zdijo ta predavanja, se vam zdi, da je to zanimivo, ali bo zanimivo za vaše učence, predvsem pa ali bo uporabno, ne samo zanimivo. Tako da prosim svojo sodelavko Klavdijo, če nam lahko omogoči ogled tega videoposnetka. Potem pa se vrnem. Živjo, to je Lucy in jaz sem Mojca. Lucy je iz Zambije in tudi jaz rada potujem. Odslej bomo skupaj potovali po pisanem svetu slovenščine. Lucy je žirafa, a v svetu jezika je Lucy samostalnik. Samostalniki so besede, ki poimenujejo bitja, stvari in pojme. Recimo, dekle, lesena žirafa iz Zambije ali pa prijateljstvo in ljubezen. No in vsakemu samostalniku lahko določimo spol, število in sklon. V slovenščini spol samostalnika lahko določimo na podlagi končnice, recimo samostalniki
brez končnice so ponavadi moškega spola. Tako kot stol. Samostalniki, ki se končajo na končnico A, so večinoma ženskega spola, tako kot skodelica. Lucy. Ali pa slamica. Na samostalniki, ki pa se končajo na O ali E, pa so srednjega spola. Recimo pisalo. No, žirafa Lucy je ženskega spola. Je punca. A kaj, če bi bila fant? Bi potem bila žiraf? Žirafljek? Kaj, a ti ni všeč? Pri večini samostalnikov lahko določimo tudi število, ednino, dvojino in množino. Tudi število izražamo z ustrezno končnico. Za ženski spol so končnice 1 žirafa, 2 žirafi, 3 žirafe. No, in ko samostalnike uporabljamo v povedih, se njihova oblika spreminja. Temu pravimo sklanjanje. Vsak sklon ima svojo vprašalnico. Ena, ki sprašuje po Lucy in ljudeh. Kam je pa šla? Kje pa si? In vprašalnico, ki sprašuje po vsem ostalem. Naprimer, kdo ali kaj je z nami? Žirafa. Koga ali česa ni več v sliki? Žirafe. Komu ali čemu bi radi pomahali? Žirafi. Koga ali kaj pogrešamo? Žirafo. O kom ali čem bomo kar naprej govorili? O žirafi. S kom ali s čim bi se najraje slikali? Žirafo. Samostalnikov v ednini lahko določimo 6 različnih oblik in tem oblikam pravimo skloni. Vsak sklon ima tudi svoje ime. Imenovalnik, rodilnik, dajalnik, tožilnik, mestnik in orodnik. No, poglejte, kako je šlo hitro. Naučili smo se, kaj je samostalnik, kako mu določimo število in spol in kako ga sklanjamo. Kako pa se sklanja žirafa, da doseže večerjo? To je pa že drugo vprašanje. Do takrat pa pridno sklanjajte samostalnik večerja. Se vidimo. Upam, da vam je bil všeč ta film. Zelo bomo veseli kakšnih povratnih informacij. Lahko nam napišete tole v klepetalnico svoje mnenje, kako se vam zdi. Pripravljenih imamo veliko takšnih video predavanj za 6. in za 7. razred letos. Mogoče bi zdaj samo še na kratko povzela. Spet se vračamo v delitev. Takole. Zakaj EasyRocus slovenščina? Zdaj, če na kratko povzamemo vse glavne prednosti tega gradiva. Se pravi, imamo avdioposnetke vseh izhodiščnih besedil, se pravi, tako tistih, ki so pač namenjeni seveda poslušanju in tudi vseh ostalih, ki so prvotno namenjeni branju in tudi avdioposnetke vseh razlag slovničnih. Potem imamo video razlage, Mojčin pisani svet slovenščine, se pravi, ta serija nekih zanimivih video predavanj. Potem imamo kratke povzetke razlag, to je tisto, ko sem vam pokazala o vrstah pridevnika. Se pravi, te slike, to bodo skoraj pri vsaki razlagi ali pa pri kakšni težji nalogi v pomoč, kako si lahko pomagaš pri reševanju naloge. Naprimer, takšen primer, zdaj sem se spomnila enega povzetka, ko imamo prislov in učencem pomagamo razlikovati, kako ve, ali gre za prislov ali za pridevnik, ko vidi besedo lepo, lepo, da si torej pomaga z vprašalnico. Imamo takšen nazoren povzetek. Potem imamo spletne povezave do zanimivih izobraževalnih vsebin. Omenila sem, naprimer, ta film, kako naredijo čokolado.
Potem imamo predstavitveno obliko za učitelja, to je tista prezentacijska oblika, ki jo vi lahko predvajate v razredu. Potem imamo povezane naloge v ta sistem LMS oziroma sistem za upravljanje učenja, ko lahko gledate, nadzorujete, ustvarite si svojo učilnico in vidite, kako učenci rešujejo naloge. Jaz za danes podrobneje tega nisem kazala, pripravljamo predstavitveni film, ki vam bo pokazal točno to, kako si boste lahko upravljali te naloge. Potem tudi ena od velikih prednosti je to, da deluje na vseh napravah, se pravi tako, ne samo na računalniku, ampak je prilagojeno tudi za tablice in za telefone. Imeli bomo na voljo aplikacijo, ki bo delovala tudi brez stalne povezave interneta. Potem imamo te dodatne olajšave, kot smo jih omenili, prilagodljiva velikost, temno ozadje, črke za dislektike in tako naprej. In pa pripravljamo še eno novost, vidite zelo veliko novosti, ne vem, če smo prav našteli na začetku, ko smo rekli 4, zvezek za utrjevanje. Zvezek bo namenjen učencem za nekakšno samostojno utrjevanje snovi, predvsem doma. Tukaj bodo priložene tudi rešitve, to bo zvezek Easy slovenščina, zvezek za utrjevanje in bo en sam, se pravi, tukaj se ne bo razlikovalo, katero gradivo on uporablja osnovno v šoli, se pravi, tukaj bodo neke splošne ponavljalne vaje za utrjevanje iz tistih tem, ki učencem povzročajo mogoče največ preglavic oziroma ki potrebujejo največ utrjevanja. Besedne vrste, skladnja, mogoče v višjih razredih, pravopis, ne bo pa tukaj na primer nobenih razlag seveda, ne bo nobenih posnetkov in ne bo besedilnih vrst tukaj vključenih. Se pravi, tudi ta zvezek za utrjevanje, ki ga bodo lahko mogoče uporabljali skupaj s to kodo oziroma s tem dostopom do interaktivnega gradiva. Zdaj, če mogoče pogledamo, tole vas mogoče tudi zanima, kakšne so zdaj te možnosti kombiniranja oziroma uporabe gradiv, ki smo jih danes omenili. Zdaj se postavimo v vlogo učenca. Se pravi, če se zdaj vrnemo na gradivo, prenovljeno gradivo od glasov do knjižnih svetov 7+, lahko uporablja učenec tiskano in elektronsko obliko, in sicer ta elektronska oblika bo dostopna na iRokusu, in se pravi, tukaj bo ta listalnik s posnetki in z rešitvami. To je ena možnost. Druga možnost je, da kombinira to z Easyjem, se pravi, imamo od glasov do knjižnih svetov v tiskani obliki in seveda tudi v elektronski na iRokusu, ker to dobi vsak, ki pač uporablja tiskano gradivo, lahko pa zraven dobi oziroma kupi tudi koda EasyRokus od glasov do knjižnih svetov in če zdaj pogledamo mogoče cene, cena kode je 12 €, vendar če uporablja skupaj z gradivom, s tiskanim gradivom, potem imate v prvem letu, nudimo popust, 50% popust, tako da pride potem cena te kode 6 €, to vidite tole v drugi alineji. Tretja možnost je, da uporablja nekdo samo kodo in pa ta zvezek za utrjevanje, ki sem ga pravkar omenjala. V tem primeru je seveda potem koda 12 € in pa zvezek bo 4 €. Četrta možnost pa je seveda za vse tiste, samo da omenimo, danes mogoče tega nismo še omenili, da je seveda tudi še za tiste, ki že uporabljate od glasov do knjižnih svetov sedanjo različico, tudi ta bo še vedno naprej na voljo. Ampak seveda ne v kombinaciji z Easyjem oziroma z elektronsko obliko na iRokusu. Potem je zelo podobno tudi z gradivom Slovenščina v oblaku. Če je učenec, lahko uporablja tiskano gradivo od 6. do 9. razreda in dobi poleg tiskanega gradiva tudi elektronsko in interaktivno obliko na iRokus Plus. Se pravi, tukaj imamo v elektronski obliki samo listalnik z rešitvami, interaktivna, ko govorimo pa o interaktivni, pa mislimo o tej napredni obliki, tisti, ki jo že poznate, danes sicer nisem kazala, ampak smo že verjetno na kakšnih drugih predstavitvah omenjali ali pa prejšnja leta, ko imate to obliko, ko se lahko prikazujete mogoče tudi na interaktivni tabli. Potem druga možnost je, da to kombinirate z Easyjem, ki smo ga pravkar pokazali, se pravi, imamo Slovenščino v oblaku 6 oziroma 7 za prihodnje leto, seveda bomo v prihodnjih letih dodali še ostala gradiva, pa govorimo zdaj za naslednje šolsko leto, in bosta na voljo 6 in 7, imate torej tiskano in elektronsko oziroma interaktivno obliko na iRokus plus še koda EasyRokus Slovenščina v oblaku 6 oziroma 7. Se pravi, kode niso univerzalne, koda se povezuje z določenim gradivom. Tudi v tem primeru je koda potem cena kode 6 €.
Lahko pa se odloči nekdo in uporablja samo to kodo in pa zvezek za utrjevanje. Kot sem prej rekla, zvezek za utrjevanje pa je en sam, ne glede na to, katero kodo uporablja, ali od glasov do knjižnih svetov ali pa slovenščina v oblaku. Jaz upam, da sem to dovolj nazorno povedala, mogoče samo še kaj pa iz vidika učitelja. Se pravi, če pa bi se vi odločili, da bi uporabljali Easy v razredu in učenci ne uporabljajo Easyja, potem pa imamo takšno situacijo, če uporabljate to v enem razredu, je ena cena in potem, če v več razredih, se cena niža. Zdaj, seveda, v naslednjem šolskem letu bo to možno samo v 2 razredih za slovenščino. Tako, jaz vas sicer vabim, da če imate kakšne mogoče dodatna vprašanja glede tega, se lahko obrnete na naše izobraževalne svetovalce, verjetno jih poznate, tule so njihovi kontakti, malo vam mogoče pustim, da si prepišete ali pa jih poznate, tako da lahko se obrnete na njih in vam bodo mogoče na vašo konkretno situacijo predstavili možnost, ne, katero gradivo vi uporabljate in potem vam bodo mogoče pomagali z odločitvijo, kaj bi bilo za vas primerno. Jaz mislim, da je to vse. Maša, ali se strinjaš, ali sem kaj mogoče še pozabila povedati? Zdaj bom samo poskusila se tule vrniti, da vas vidim. Mislim pa, da ne moramo obe deliti zvoka, zato bom jaz zdaj izključila zvok. Maša, mogoče pogledamo še vprašanja. Maša, boš ti odgovorila na kakšno vprašanje? Mislim, da vprašanj ni bilo, bili so samo komentarji. Seveda, če se pa porodi kakšno vprašanje kasneje ali pa da bi imeli kakšno sporočilo za nas, nama pa seveda lahko pišete tudi po elektronski pošti. Tako, sicer pa to je bilo z najine strani vse. Mi upava, da ste izvedeli koristne informacije. Sicer pa vabljeni spet v našo družbo prihodnji četrtek ob 16. uri. Hvala za pozornost. Nasvidenje tudi z moje strani, mogoče omenim samo še tole zgoraj, imate zeleni pasici, lahko se že danes prijavite na naše srečanje in vse dobro vam želim, lep večer še naprej in lahko noč. Lahko noč.